Leta 2033 bi lahko vaša socialna varnost bila trajno zmanjšana. Ne za malo. 21% manj. To je več kot $18,000 na gospodinjstvo. Denar, na katerega ste računali za najemnino, zdravstveno oskrbo in preživetje. In najhuje je, da vas niti odložitev upokojitve ne bo rešila. Sem Josh in v današnji epizodi oddaje The Infographics Show bomo razložili, kaj se zgodi, če zmanjka socialne varnosti in se ne morete upokojiti. Kako je mogoče, da ima država, ki letno pobere več kot $1 bilijon davkov, zakon, ki čez noč pahne milijone ljudi v revščino? Da bi razumeli, zakaj je do tega prišlo, moramo razumeti, kako se je matematika za upokojitev sesula. Obrnjena piramida. To bi moral biti popoln sistem. Sistem tekočega traku, kjer mlajši delavci na enem koncu vplačujejo davke v sistem, na drugem koncu pa upokojenci, ki so oddelali svoje v delovnih rovih, prejemajo izplačila. Ko se postarate in ne morete več delati, se premaknete proti koncu tekočega traku, kjer pobirate izplačila, nova generacija delavcev pa začne vplačevati, da vas nadomesti. Če želite biti nekoliko bolj natančni, denar delno prihaja iz dohodka od naložb in davkov, ki jih upokojenci plačujejo od svojih prejemkov. Večina pa prihaja iz posebnega davka v višini 12,4% na plače, ki si ga enakomerno razdelita zaposleni in delodajalci. Zdi se, da dokler čas teče naprej, ne bi smelo biti nobenih težav. 69 milijonov Američanov v sistemu bi še naprej vsak mesec prejemalo celoten znesek, vključno z 22 milijoni, ki bi brez celotnega zneska padli pod prag revščine. In potem se je sistem začel rušiti. Del razloga je dejavnik, ki nam vsak dan nekoliko otežuje življenje – inflacija in stagnirajoče plače. Obstaja tudi še en priljubljen krivec, s katerim jih povezujejo – upadajoča stopnja rojstev. V ZDA opažajo upadanje rojstev že od 2000-ih, najnižjo stopnjo rojstev doslej pa so dosegli leta 2024. Na srečo se ne soočamo s popolnim zlomom prebivalstva. Stopnja rojstev je še vedno višja od stopnje umrljivosti. Toda z vejica 6 rojstva na žensko je situacija precej resna. Za primerjavo, ob koncu obdobja baby booma v zgodnjih 60 letih prejšnjega stoletja je bila stopnja rojstev v ZDA približno 3,3. Anketa Gallup iz leta 2013 je pokazala, da so glavni razlogi skrb, da si ljudje otrok ne morejo privoščiti, medtem ko novejše ankete kažejo na vse večji strah pred podnebnimi spremembami. Toda ne glede na razlog je rezultat enak. Ta tekoči trak se je spremenil v gugalnico, ki se nevarno nagiba na eno stran. Toda stopnja rojstev je pravzaprav le majhen del celotnega vzroka. Leta 1983 so bili sprejeti amandmaji k zakonu o socialni varnosti. Cilj je bil ohraniti sklad za socialno varnost, zavarovanje za starost in preživele, ali OASI, solventen do približno leta 2058. Toda pojavilo se je veliko težav, ki jih niso predvideli. Dolgotrajni vpliv velike recesije leta 2008 je prizadel delovna mesta, ohromil trg nepremičnin in povzročil porast neenakosti v bogastvu. To je bil eden prvih znakov, da bi bilo leto 2058 morda preveč optimistično. Stvari so se začele slabšati leta 2021, ko se je začelo veliki primanjkljaj. Prvič po zgodnjih 80 letih so izplačila iz socialne varnosti presegla prispevke. In to ni bila majhna razlika. Šlo je za $56 milijard. Tako kot vas nepričakovani izdatek nekaj tednov pred plačo prisili, da posežete v svoje prihranke, ima tudi socialna varnost svoj varčevalni račun, rezerva oziroma skrbniški sklad. In tako kot vaši prihranki, ko je ta sklad prazen, je prazen za vedno. Težava je, da se prazni hitreje, kot je kdorkoli pričakoval. Seveda je rešitev tukaj, da se milenici lotijo dela in začnejo imeti več otrok, kaj ne? Ne, ni tako. Po mnenju strokovnjakov, kot je Nancy Altman, predsednica organizacije Social Security Works, razlika v številu prebivalstva ni niti približno tako velik problem za socialno varnost kot neenakost v bogastvu. Navsezadnje, ko plačujejo 6,2% davka na plače, nižje kot je povprečno plačilo ameriških delavcev, manjši je njihov skupni prispevek v socialno varnost. In če mislite, da se razlika zagotovo pokrije, ko milijonarji in milijarderji plačujejo svoj davek na plače? No, če ste to mislili, ste očitno razmišljali dlje kot ameriška vlada, ki je uvedla zgornjo mejo obdavčljivega premoženja za socialno varnost. Leta 2025 je bila ta meja $176,100. Prihodnost morda ni videti rožnata, a vsaj lahko všečkate, delite in se naročite. Morda je to edina stvar, ki vas bo spravila skozi vašo neupokojitev. Ampak kaj vse to pravzaprav pomeni? Vsi, ki zaslužijo manj kot $176,100, še vedno plačujejo 6,2%, kar z rastjo inflacije izgublja na vrednosti. Medtem milijonarji in milijarderji še naprej kopičijo svoje bogastvo, vendar nikoli ne plačajo več kot 6,2% do zgornje meje $176,100.
V starih dobrih časih je socialna varnost zajela in obdavčila 90% povprečnih plač. Zaradi vse večje neenakosti v bogastvu zdaj zajamejo le 83%. Kot pravijo analitiki pri Transamerici, so plače najvišjih 6% delavcev zrasle za 62%, več kot inflacija cen, medtem ko so plače preostalih 94% zrasle le za 17%. Tu so grozne novice za socialno varnost. Od leta 1983 je ta zdrs iz socialne varnosti odčrpal 1,4 bilijona dolarjev, kar je z ekonomskega vidika osupljiva vsota denarja. Kar nas pripelje nazaj do odstotnega zmanjšanja. Kot smo že prej rekli, je nesmiselno misliti, da bodo izplačila takoj padla na nič. To je zgolj strašenje, vendar to ne pomeni, da vas ne sme biti strah. Ne glede na vse, mora socialna varnost izplačati vsem, ki jim dolguje, brez izbiranja ali odločanja. Ko pa bo skrbniški sklad izčrpan, ne bo preprostih neposrednih državnih pomoči ali alternativnih virov financiranja, razen izčrpanih prispevkov. To pomeni, da bo, ko bo sklad leta 2033 izčrpan, treba preostali denar raztegniti, kar bo povzročilo povprečno znižanje izplačil za 19 do 23%, odvisno od tega, koga vprašate. Predstavljajte si, da vam na delovnem mestu povedo, da boste morali sprejeti znižanje plače in izgubili petino svojega dohodka, medtem ko vsi vaši življenjski stroški ostanejo enaki. To je cel pištole, v katero trenutno zrejo ameriški upokojenci. Vlada trenutno napenja petelina. V prejšnjih generacijah smo sorazmerno videli celo do 5 delavcev, ki so prispevali za podporo vsakemu upokojencu. Zdaj so le še 3, v prihodnosti pa bo to verjetno padlo na 2. Predstavljajte si to kot vlak, ki prevaža težek tovar. Vlak in njegove lokomotive so delavci, tovar pa so upokojenci. 5 lokomotiv, ki vlečejo težek tovor, je lahka naloga. 2 lokomotivi in še težji tovor kot kdajkoli prej pa te prisilita, da se vprašaš, kako dolgo lahko ta vlak sploh še vozi. Odlašanje z upokojitvijo do še višje starosti se morda zdi kot rešitev. Prihraniš več, razporediš izplačila za preostala leta in zmanjšaš število upokojencev. Zmaga za vse, kaj ne? A tu je težava. Si le še ena opeka v biološkem zidu. Slišal si klasičen nasvet, ki ga ponavlja vsak tako imenovani finančni guru. Samo odloži svojo upokojitev do 70. leta. Najprej lahko začneš uveljavljati prejemke Social Security pri 62 letih, vendar bo tvoja pokojnina približno 30% nižja, kot če bi počakal do polne upokojitvene starosti pri 67 letih. Če počakaš še dlje, do 70. leta, bo tvoja pokojnina natanko 24% višja, kot če bi se upokojil pri 67. To je prepričljiva ideja. Tako zelo, da je CNBC poročal, da je približno 70% Američanov razmišljalo o odložitvi upokojitve. Toda, čeprav je ta ideja smiselna, to še ne pomeni, da bo tvoje telo temu sledilo. Po anketi iz leta 2025 so zdravstvene težave glavni razlog, da se skoraj 56% srednje starih delavcev v Združenih državah upokoji prej, kot so načrtovali. Te zdravstvene težave se s starostjo samo še povečujejo. Samo zato, ker načrtujete kasnejšo upokojitev iz ekonomskih razlogov, še ne pomeni, da bo vaše telo zdržalo ali da se ne boste soočili s starostno diskriminacijo v podjetjih, zaradi katerega so delodajalci zadržani pri zaposlovanju nekoga v poznih 60 letih. To je še posebej težka situacija za ljudi, ki opravljajo fizično zahtevna dela, saj običajno zaslužijo manj in bi zato največ pridobili z odložitvijo upokojitve, vendar pa je manj verjetno, da jim bo to uspelo zaradi zahtevnosti dela in vpliva, ki ga ima to delo na njihova telesa. Z brutalnimi besedami Tereze Ghilarducci, profesorice ekonomije in analize politik na Novi šoli za družbene raziskave, vas trg dela ne želi vedno takrat, ko se želite vrniti na trg dela. In seveda je tu še en veliko bolj depresiven razlog, zakaj je pozna upokojitev volku v ovčji preobleki. Končna biološka ovira. Smrt. Čeprav je pričakovana življenjska doba Američanov najvišja doslej, vam to še vedno ne pusti ravno lepe številke, ko smrt potrka na vrata. Če vam uspe preživeti do 70 leta, podatki kažejo, da bo povprečen moški živel še skoraj 14 let. Ženska bo živela še 16 let. To pomeni, da tudi če upokojitev odložite do 70 leta, morate prihranke raztegniti čez desetletje in pol naraščajočih zdravstvenih stroškov, preden postanejo dediščina. To sproži tisto, kar radi imenujemo spirala propadanja. Končni mračni rezultat tega, da si upokojitve finančno ne morete privoščiti, hkrati pa fizično ne morete delati. Malo denarja, ki ga imate, se neposredno sooča z vsemi naraščajočimi stroški staranja. Od zdravja do vzdrževanja doma je, kot da vas po malem požira pošast od stopal navzgor. Veste, da se to dogaja, a skoraj ničesar ne morete storiti. Vse to se morda sliši, kot da vstopamo v nočno moro, a ne. Resnica je, da se prebujamo iz prijetnega dremeža v hladno, trdo resničnost. Konec upokojitve ni napaka v sistemu. To spremeni način, kako bi morali zdaj razmišljati o svojem denarju. Večino človeške zgodovine so nas gnali kot konje, dokler nismo omagali.
Socialna varnostna mreža, ki zagotavlja varnost starejšim, obstaja šele zadnje stoletje. Toda do leta 2033 se ta mreža trga. In proti čemu bomo potem padali? Z 11-20% zmanjšanjem Social Security-ja, ki vam izčrpava dohodek, in s telesom, ki ne more več zapolniti vrzeli, postane odločilno, kam boste dali svoj preostali denar. Ker je najslabše mesto, kjer lahko zdaj hranite svoj denar, prav tam, kjer si banke želijo, da ga pustite. Želite razumeti, zakaj se ta nočna mora dogaja in kako bi jo morda lahko preživeli? Potem morate gledati, saj ste priča smrti ameriškega kapitalizma, pa tega sploh ne veste, ker je vaša finančna prihodnost od tega odvisna. Ali pa kliknite na ta video.